Nova Slovenija je vložila zakon o osebni asistenci, kar smo res veseli, da prije nekome čakamo. Slišali smo več govor, slišali smo tudi mnenja drugih poslanskih skupin. Sicer kaže, da bo v prvem branju podprt. Kaj menite, kako bo šlo naprej? Ja, kot sem že rekel, v samem govoru ste bili prav vi poseben navdih za mene, ker ste mi omogočili, da sem lahko izkusil to, kaj pomeni imeti osebno asistenco in kaj ne. Zdaj, kot kaže, bomo to prvo oviro uspešno preskočili, torej da v prvi obravnavi bo šel zakon naprej. Čaka nas pa še druga obravnava, ker se zna mogoče kakšna stvar zaplesti. Mene predvsem skrbi to, da nekateri imajo željo, da bi združili osebno asistenco pa zakon o dolgotrajni oskrbi. To je lahko priročen razlog, da se sprejemanje zakona zavleče. Jaz sem danes povedal, da če ima koalicija to željo, dajmo mi najprej zakon o osebni asistenci sprejeti, potem naj pa oni to tukaj, kako bojo naredili enotni zakon. Bomo videli. Jaz zdaj predvsem pričakujem, da bo danes zakon sprejet brez glasu proti. Potem pričakujem od predsednika Državnega zbora, da bo čim prej zakon dodelil pristojnemu odboru in da bo obravnava na odboru čim prej. Po možnosti že januarja, nekaj februarja in da potem pridemo v drugo obravnavo in finalni sprejem tega zakona. Pri vsaki stvari je pa tudi tukaj nobena stvar ni popolna in kdo išče popolne stvari, bo vedno razočaran in nikoli ne bo zadeva realizirana. Na podlagi tistega srečanja oziroma tistega dne, ki sem ga preživel z vami, so mi stvari jasne in zdaj ločujem. Eno je do 18. leta, potem od 18. do 65. te najbolj hendikepirani in potem tiste, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Meni so te stvari jasne, ampak doslej, jaz sem danes se tudi vam upravičil, če sem jim tako rečem, jaz sem imel moralni dolg, da sem tudi jaz bil tistimi poslanci, ki smo leta 2012 zavrnili ta zakon o osebni asistenci in potem pod pretvezo, da bo konec leta 2012 sprejeto, zdaj smo konec leta 2016, se pravi 4 leta minilo, ampak vedno je bil pri zavračanju teh zakonov poanta potem ali denar, ali pa neusklajenost invalidskih organizacij. Zdaj, glede denarja ima koalicija težko zgodbo, ker so ustvarili vtis z vsemi temi sindikalnimi pogajanji, da je denarja na pretek, se pravi, če ga je za zdravnike in vse ostale več 10 milijonov evrov, potem ga mora biti tudi za osebne asistente 8 milijonov evrov. Glede neusklajenosti, je pa zdaj taka, jaz sem vesel, pa upam, da mi ni kdo zameril, da je vsej ta zadeva podprta strani JHD-ja in pa tako. So pa še majhne pripombe, ki pa jaz ne razumem v smislu nasprotovanja zakona. Seveda pa, da bo pa 100% vsako zakono zadovoljen, pa žal ne bo. Hvala vam pa lepe in verjetne praznike.